Za včerajšnje večerovo soočenje županskih kandidatov v Dravogradu lahko rečemo, da je bilo najbolje obiskano doslej. Seveda je bilo veliko govora o najbolj perečem problemu regije, to je slaba prometna povezava, ki je posledično kriva za visoko nezaposlenost in nerazvitost gospodarstva. Prav zaradi tega smo kandidate za župana in aktualno županjo vprašali, kje menijo, da bi morala potekati avtocestna povezava. Menim, da hitra cesta mora iti po obronkih Selovca, da ne sme obstajati niti varianta, da bi bila po dolini, ker potrebno je poslušati ljudi. Ljudje so tisti, ki tukaj živijo in ljudje bojo uporabljali to infrastrukturo. Vkolikor ne mislijo prisluhniti ljudem, te ceste v Dravogradu ne bo. Mi moramo cesto umestiti nekje druge, ne tam, kjer so že izbrali, kakor se zavidi, je to že v zakonodaji dano oziroma v uradnem listu, in te vrtine, ki jih delajo popolnoma na napačnem kraju in denar bo vržen stran. Upam, da bo civilna iniciativa in pa tisti župani in župani Koroške, ki bojo v bodočnosti to zavrnili. Druge variante tu ne vidim, ker drugače bojo uničili naš prostor za širjenje gospodarstva in tudi tistim, ki bi naj to koristili, ne bo koristili, ker ne bo prostora za to umestitev gospodarskih subjektov. Menim, da dolina hitre ceste ne potrebuje, potrebujejo pokrajina in mislim, da je konec hitre ceste v Slovenj Gradcu popolnoma zadosti za ta del pokrajine. Zdaj, kako pa razmišljajo v Mežiški dolini, pa ne bi komentiral. Menim, da mora hitra cesta potekati po obronkih Selovca in dalje naprej po obronkih Gmajne do Slovenj Gradca. Mi se moramo potruditi, da dokažemo vladi in seveda tudi poslancem, da je ta varianta za nas najbolj sprejemljiva in naj vendar poslušajo voljo ljudstva, voljo ljudi, ki tukaj živimo. Vkolikor bo država vztrajala pri tej svoji varianti C1, potem bomo morali upoštevati seveda oceno občinskega sveta občine Dravograd, ki je sklenil, da vkolikor je to tako, potem bo hitra cesta šla samo do Slovenj Gradca, medtem ko zahtevajo obvoznici Dravograda, Vič in Maribor in pa tudi rekonstrukcijo dosedanje ceste z možnostjo tretjega pasu.